Dobrodošli v oddaji Tema tedna. Ta bo danes športno obarvana, saj bomo predstavili urbani šport rolkanja oziroma skejtanja. Dogajanje na obali na tem področju se namreč naglo razvija. Poglejmo. Nedavno nazaj se je turneja Volcom Skate Happening 2024 prvič ustavila v koprskem skate parku. V petek so park zavzeli dirkači na BMX kolesih, v soboto pa so na vrsto prišli skaterji oziroma rolkarji. Na tekmovanje se je prijavilo okoli 60 tekmovalcev iz Slovenije, Italije in Češke. Tekmovali so v različnih kategorijah, ločenih po spolu in starosti. Se pravi, tekmovanje poteka v bistvu po skupinah. Skupine so razdeljene, se pravi, pri mlajših, ker smo jih imeli samo 10, smo jih razdelili v 3 skupine, po 3 tekmovalci, se pravi, vsaka skupina ima 10 minut časa, da pokaže na skateparku svoje vragolije oziroma to, kar zna. V easy, se pravi, 10 minut je več kot dovolj časa, tako da potem na podlagi tega sodniki odločijo, kdo je najboljši za iti naprej. In v finalu, zdaj pri mlajših govorim, jih je bilo 4. Pri punc je bilo 6, so bile 2 skupine, isto po 3. In finale pa žal nismo izpeljali, ker so bile malo preveč utrujene, ampak vseeno so precej nakazali. Zdaj pri starejših pa je malo drugačna zgodba, jih je precej več, jih imamo skoraj 25. Tako da bojo bile skupine po 8 tekmovalcev in v bistvu isti format je 10 minut imajo cajta v kvalifikacijah, da pokažejo svoje. V finalu pa je 8 finalistov in glede na to, da je skatepark razdeljen na 3 sekcije, se pravi na bolj lažji del, sredinski del in težji del, bojo na vsaki sekciji bojo imeli 10 minut, da vsak sfura svoj najboljši trik. Izkupiček, se pravi seštevek vseh 3 najboljših trikov, se pravi na vsaki sekciji, od vsakega rajderja najboljši trik, da končni rezultat in tako bomo dobili prve 3 zmagovalce, ki si bojo razdelili 1000 evrov nagradnega sklada. To pa ni bilo prvo takšno skateboarding dogajanje v koprskem skate parku, ki je nastal leta 2021. Tam se je večkrat zapored odvil tudi 3 dni trajajoči Pendrek Contest, ki velja za največji rolkarski festival v Sloveniji. Program je kulturno-športne narave, saj poleg zabavnih disciplin in tekmovanj postreže tudi z glasbenim programom, z DJ-ji in bendi. Tako se je urbani šport na obali začel še bolj razvijati. Predtem smo namreč imeli le manjše skateparke v Luciji, Izoli in na Markovcu. Skate scena na obali, odkar smo dobili nov skatepark, se seveda zelo razvila, imamo dosti podmladka, tudi starejši, nekateri celo, ko so že nehali skate, so nazaj začeli. Imamo vseh starosti, od 4 let pa do čez 40 let skaterje, tako da smo res vedno bolj številni in smo kar lepa skupnost. Od vedno je bila skate scena na obali, ampak mislim zdaj, odkar je skate park, da bo vedno več in da odkar imamo skate park in pač zdaj, ki je postalo popularno, da mislim, da upam, da bo vedno več. Skate scena na obali je v bistvu srednje razvita, ni najbolj razvita. Moram povedati, da imamo na obali 3 najboljše mladinske skaterje v Sloveniji. Sicer predstavnica Skaters je sicer najboljša, mislim, da je iz Maribora in je danes tudi tu, za smeh. Drugače pa imamo en skatepark v Kopru in imamo še enega malo slabšega v Izoli, precej slabšega. In imamo tega majhnega tukaj v Luciji, kateri je v bistvu zelo simpatičen in ljudje radi prihajajo sem. Pred tekmovanjem Volcom smo ujeli obalna rolkarja, ki veljata za obetaven podmladek skaterske scene, ter najboljšo slovensko skaterko, ki prihaja iz Maribora. Jaz sem zdaj zapolnil 5 let skaterja zapored v bistvu. Jaz okoli 6 let. In kaj vam je najbolj všeč pri temu? Pa meni je najbolj všeč to, da lahko prijem, se sprostim, lahko furam, kot želim in pač ja, to je to.
da ni toliko resno, da se lahko zabavamo s prijatelji in ko se učimo nove trike. Kaj pa je nekaj najtežjega, nek največji izziv? Po moje rejli, v bistvu štange. Probati nekaj novega, ki te straši. Torej se udeležuješ različnih tekmovanj po Sloveniji, tudi v tujini? Absolutno. Všeč mi je, da lahko pokažem svoje znanje okrog, pa da lahko izrazim to, kaj delam cel čas, kaj vadim, za kar se trudim, da pridem pa nekaj pokažem. Kako pa to, da si začela v bistvu s treniranjem oziroma s skejtanjem? Pa začela sem šele 4 leta nazaj, ko je bila korona, ker mi je bilo nenormalno dolg čas in smo imeli rolko doma in sem potem, ko sem za šolo končala, kar šla na ulico in malo skejtala in na koncu je bilo tako zabavno, da sem kar nadaljevala. Kaj pa je tvoj največji izziv pri skejtanju? Definitivno, da ostanem vztrajna in da obdržim to trmo, ki sem imela na začetku, ker včasih dobiš občutek, da nekaj ne bo šlo, da ta trik pa je res težek, to tekmovanje pa je prav naporno, ampak ta trma, da ohraniš neko željo, da nadaljuješ s tem, kaj si začel, to je po mojem največji izziv. Danes si tudi tekmovala, kako ti je šlo? Pa v redu, format je bil malo drugačen, bilo je 10 minut časa, za karkoli smo želeli probati, namesto ponavadi 1-minutnega ali 2-minutnega rana, kjer bi res brez paca moral perfektno izvesti trike. Zdaj je bilo res časa, da sem lahko naredila karkoli znam, da sem lahko si vzela čas, se spočila in sem zadovoljna, kolikor sem znala. Dokaz, da se temu urbanemu športu obeta prihodnost, so bili tudi otroci, ki so se prav tako udeležili tekmovanja. Daj dropa, manual, čez celo piramido skoraj. Gre mi dobro in ja, se učim tudi trike. No. Se učim nove trike in skejtam. Kaj ti je pa najbolj všeč pri skejtanju? Ko delam trike. Kaj pa je nekaj najtežjega? Ko dropam dol, me strah. Do zdaj še dobro mi gre in se učim šoviti. Rolkanje je šport, ki vključuje vožnjo in izvajanje trikov s skateboardom. Gre za zelo dinamično in ustvarjalno dejavnost, ki se izvaja na ulicah, v skateparkih ali na drugih ustreznih površinah. Razvilo se je iz surfanja v 50 letih. Razvija veščine, kot so ravnotežje, koordinacija, vzdržljivost, moč, fleksibilnost, refleksi, vztrajnost in potrpežljivost. Zdaj, to je ful tak specifičen šport, nekateri to sploh ne jemljajo kot šport, bolj kot neko subkulturo, bolj kot neko umetniško izražanje, oziroma skateboarding je res neka posebna stvar, kjer vsak si lahko izmisli svoj trik, vsak ima lahko svoj stil, svoj način izvedbe nekega trika. Tako da to, bom rekel tako, vsaka čast sodnikom, to je zelo težko ocenjevati, sploh ko imaš različne stile skejtanja. In ja, to je stvar, ki mi je meni osebno najbolj zanimiva in me najbolj navdušuje pri tem športu, se pravi neka unikatnost. Vsak ima nekaj unikatnega pri tem. Tako da ni neki klasičen šport, ampak je res nekaj posebno. Ja, da ni nekih pravil, vsak fura po želji, po guštu, v bistvu bolj kot, ne vem, ni li kot šport, je lahko tudi v bistvu kot, ne vem, kako bi rekel, umetnost, ne vem, vsak fura po svoje in to je to. Kaj pa je v bistvu nek največji izziv pri skejtanju? V bistvu za koga? Imaš več različnih disciplin. Eni bolj skejtajo čez stopnice, eni so bolj tehnični, eni imajo lepši stil, tako da lahko slabše skejtajo, ampak imajo lepši stil, tako da bolj zapalijo kot nekdo, ki dela tehnične trike. Ni vse po številkah in po trikih. Kakšne discipline so v bistvu vse? V bistvu, zdaj, če bi naštel, kako bi rekel profesionalno, mislim, da so te, ki furajo bolj krivine in rampice in street. To, ki furamo na ulicah, in pol pripelje ulice na park in furamo street in v bistvu bowl. Sedaj pa še podrobneje spoznajmo ta šport in si oglejmo finale Volcom Skate Happeninga 2024. Sodniki, vse pripravljeni, že je še ste predstavili, dobro je. Pravi 4 minute torej. Do njega švinem in ne sramno na ugovori, na tomu reči, če sem podaril, ker sem peperonov sem nažaril, da me bo nekdo na dole skat. Pa mu rečem, pa si, jaz sem psihopat,
Tekmovalci, finalisti, pripravite se, pejte na svoja mesta, začeli bomo s finali. Še enkrat ponovim navodila. Prva sekcija je flat rail, flat ledge, mali quarter, China bank, tagov rail pri manual pad in dva ledža, ki sta ob dolgem railu. To sekcijo se fura, imate 4 minute, vem, da vas je dosti, ne se klapno s sabo, pošteno lepo in srečno. Šteje se najboljši trik. Finalisti ste pripravljeni? 4 minute so vaše, čez 3, 2, 1, gas. 5 triki štejejo. Sam, Stibel, top out. Počasi, fante, počasi. 4 minute ni. Flip, back by Mol, Božič. Kameršak. Bez triki, fante, bez triki, ne furat linije, bez triki. Dovolj keta. Stibel transfer. Držak dobava na flat ledžu. Dobre, Stibel, to backslip, držak, poskus, triple tail, pod, fixing front board, poslednji skoraj, triple tail, poskus, Božič, poskus, novi heel backslip, postavi 3 minute, Kameršak, poskus, flip on board. Držak, flip back tail, big final. Kameršak, poskus, flip on board. Janez, poskus, flip out. Plan, žal neuspešno. Klemen board, big front board, tega marš, Klemen. Božič, novi heel back lift to fakey, Luka Božič, Žan Kameršak, split front board, sodniki, hitro pisat, Kameršak, led, Težak, poskus, drugega, mislim da, novi redni paut, Janez, poskus, Kriškan na velik rej, Stibel so backslip, čez rej, Rok poskuša, peki, flip, Božič, tehnikalije, še dobra minuta, fantje, mislim, da že manjci kateri dober trik smo vidi, tako da tisti, ki ste že skurali nek dober trik, dajte priložnost še drugi, evo, Janez skuraj svoj out. Težak še vztraja, ni zadovoljen, še bi rad, še bolj si skural. Sebastian se trudi, kljub bolečinam, front dribble, Kriškan poskuša, flipa in slipla. Janez, slip force poskuša. Žan Kameršak, proti tukaj, še 30 sekund. Vsak ima že en poskus. Žan, zadnji poskus, žal neuspešno. Kriškan, žal neuspešno. Božič, Maximilijan, še zadnji trik in Težak. To je to za prvo sekcijo. Nadihajte se, vam damo
zadnja sekcija, kjer bo imeli finalisti 4 minute, da pokažu svoj najboljši trik, ki se bo štel za boljši rezultat. In seveda sredinski objekt, se pravi dolgi reč, na dolgi piramidi, down rail, oziroma rekli ravne navzdol, habalet, potem imamo še Walter Tubenk ogromen in fine transfer. Bravo fanti za številkovalnost. Pazite na se, pazite na droge. Vem, da je malo srco, ampak žal malce vse ljudi. Dihajte fanti, dihajte. 2 minutke vam damo do 30 sekund. Druga sekcija je sredinski objekt, se pravi dolg leč na dolgi piramidi, habaleč navzdol, ki je zraven, down rail oziroma ravno in dol. Imate na drugi strani, kjer piše trigger, velik bank, pa še transfer lahko tam gorete ali pa fine transfer. Po želji, verjamem, da največ trikov bo na sredinskem objektu, tako da to je to. 10 sekund startamo in 4 minute imate. Razmislite dobro o najboljšem triku. Lahko tuj, ko vas furate, lahko se ustavite, ni noben problem. Ok, 3, 2, 1, 4 minute so vaše. Poskusite vrš, najboljši trik. Switch from plant, Luka Božič. Tristan, Jan Hammerschank, navaden frontplan. Luka Božič, switch frontboard. Okay. Luka Božič, Božič. A kar na fibel, a? Janez je vedno poln energije, lejte to. Tristan. Težak posluša, signature, kupek, končni paut. Čokel, no slide, spin out. Klemen bod. Backside salad. Maximilian Blančić je probal. Kan. Flip. A je bil flipel, ali ni bil? Ajde, da izpiti ga. Okej. Še 2 minutke, fantje. Če ste zadovoljni s svojim trikom, se lahko tudi ustavite, zadihate, se pripravite za veliko sekcijo. Dan, Luka Božič, še vedno meče svike na rej. Rob Čokel, no slide,
Pitfinal skoraj, Milanova šola, Klemenbos, Salata, Dežak, Kruken, novi zupal, ajde Dežak, še minuta in pol. Božič, rok v redu, okej. Kameršak, nice. Janez se ne ustavi, Van tudi se meče. Dežak, Kruken, novi grip, out, hadi. Pot, veče in vlad. Še dobra minuta. Fantje, če ste zadovoljni s svojim trikom, sparajte se še za zadnjo sekcijo. Božič, nič čudega. Kristan, speed from people. Very nice. Smooth clean. Še dobre pol minutke. Božič na switch. Switch from both the feet. Kameršak, 50-50 na for. Back favorite out. Suvereno. Dežak, še en trik po prvo. Bekte, mislim da hoče pritisal. Evo, fante, zadnji trik. Luka Božič. Klemenbos, zadnji kraj. Backfele, perfect. Kristijan, Rok Čokel, no side, pick down. In to je to. Konec. Božič zaključi sekcijo, switch flip front Gordon. Neverjetno. Perfect. Bravo, Luka. Ja. Luka Božič. Koncerta, ki se bo zgodil kmalu, žal ima svoje Božič, zadnji kraj, nažalost, neuspešno. Došer, Čokel, Luka še poskus, Kameršak, žal neuspešno. Čokel, še ena, Oškelov, zadnji trik, Janez. Hvala publiki, ki ste malo maknula. Ok, fantje, jaz vidim samo špenge. Predvidevam, da boste špenge furali, če furate druga, žal, ne bom znal povedati, ker ne vidim. Ampak v glavnem vse se šteje. Good luck, to je zadnja sekcija v finalu in začnemo čez 3 sekunde. 3, 2, 1, evo, gas. Luka Božič, poskus, switch front kila, Dežak, spet s Kalinom, Kameršak, Janez, še šteni. Luka Božič, ajde Luka,
Evo, še 40 sekund, fantje. Klemen Boss, totalni Ledge Rider. Ajde si žak,
zadnji poskus. Ok? Ajde, rok čoker, vidim da smo pripravljeni. Luka Božić. Kristan. Četo. Janez. Ok, Joker, ajde za publiko. Ajde raje še en komad. Imate dovolj ali bi še tega? Hoćemo još! Ajde. Pada še en komad. Ajde, Rok. Hvala, da ste bili z nami in lep pozdrav.